Letos je Park vojaške zgodovine v Pivki posebno pozornost posvetil ranljivim skupinam. S projektom, ki ga je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, so prilagodili ogled muzejskih razstav in zbirk za gibalno ovirane ter slepe in gluhe. Že vsa leta, od samega začetka Parka vojaške zgodovine, imamo nekako idejo, čutimo neko poslanstvo, da to vojaško dediščino približamo tudi osebam iz ranljivih skupin, ki imajo težavo z ogledom pač naših razstav in zbirk. In že takoj, to je pri sami obnovi teh vojašnic v smeri muzeja, smo zasnovali, da je vse dostopno gibalno oviranim. So pa seveda stvari, objekti, eksponati, ki jim niso na ogled, kot je notranjost podmornice, kamor le stežka dostopajo gibalno ovirani. Zdaj bo še notranjost čolna, utrdba na Primožu, tako da smo za te osebe pripravili virtualni sprehod, ki jim pa omogoča torej ogled same notranjosti tudi teh objektov. Seveda pa niso samo gibalno ovirani, za osebe z motnjami v vidu smo zato pripravili tudi posebne prilagoditve. Že pred leti smo pripravili vodnik v Braillovi pisavi, zdaj pa smo tudi nadgradili to. Zdaj pripravili smo posebne makete, ki omogočajo, da z odtipom zaznajo vse detajle teh eksponatov. Že tako nam pa priznavajo, da s tem, ko se lahko dotaknejo tanka, drugih vozil, nekaterih tudi drugih eksponatov, ki smo jih za ta namen priredili, da so nam hvaležni za to dostopnost. Zdaj s temi maketami mislim, da smo naredili še korak naprej v tej smeri. Posebno pozornost so namenili gluhim s priredbo besedil v slovenski znakovni jezik, ki jih je odkrital gluhi tolmač Samo Dolanc v obliki posnetka, ki je dostopen preko QR kode. Letos smo pa naredili poseben preskok na področju osebami s težavami s sluhom, ko smo s pomočjo gospoda Sama Dolenca pripravili vodnik v znakovnem jeziku, vodenje v znakovnem jeziku, to je v Parku vojaške zgodovine, si osebe s težavami s sluhom lahko na 8 točkah poskenirajo QR kodo in dobijo s tem video vodiča po muzeju. Res ne gre za popolno vodenje, ampak dober pregled v veliki meri omogoča neko polno doživetje Parka vojaške zgodovine.
Do konca leta bo na voljo tudi vodnik v mednarodni Kretnji, tako da vsekakor se nismo ustavili pri tem, ne, ampak bomo nadgrajevali tudi glede na sodobno tehnologijo, ki omogoča vedno več in tudi nenazadnje tudi na svoje zmožnosti finančne, ki jih imamo. Tovrstna dostopnost gluhim omogoča enakopravno vključevanje v življenjsko in delovno okolje ter v vse oblike družbenega življenja in kulture. Naj bo primer parka vojaške zgodovine v Pivki dober zgled vsem drugim muzejem, da bodo gluhi zgodovino in kulturo Slovenije lahko spoznavali brez nepotrebnih jezikovnih ovir.